Ponedeljek je dan za športni pogled na spletni strani delo.si, tokrat nadaljavo in le zvočno. Z menoj je na telefonski zvezi Gorazd Nejedly iz Lizbone. Pozdravljen. Pozdravljen iz sončne Lizbone. Torej, jutri tekma Lige prvakov med Sportingom in Mariborom. Lahko rečeva, da gre zdaj vendarle zares v Ligi prvakov za Maribor. Prva 4 kola, 3 neodločeni izidi in poraz proti Chelseaju. Zdaj se gre pa za več kot le dober vtis, za napredovanje v drugi del Lige prvakov ali v 16. finala Evropske lige. Ja, res je. Maribor je celo v zelo dobrem položaju, ne glede na jutrišnji razplet tekme. Vse bo odvisno od tega, ali bo Chelsea v Gelsenkirchenu zmagal ali ne. Če bo zmagal, lahko še zmeraj računa na uvrstitev v Evropsko ligo v 16. finala, saj bo v zadnji tekmi doma gostil Schalke. Zanj najslabši možni scenarij bi bil, da bi izgubil jutri in hkrati Chelsea izgubil v Gelsenkirchenu. Kakšne pa so možnosti za tak scenarij? Scenarij za zmago Sportinga je večji kakor za zmago Schalkea nad Chelseajem. Pričemer pa za Maribor je tako, je v solidni formi, je osvežil se med reprezentančnim morom, resnici na ljubo je pa Sporting ekipa, ki izrazito je neugodna za Maribor. Sporting ima rad žogo v svojih nogah, narekuje igro, tehnično ima dovršene igralce in to Mariboru, kar se je izkazalo že v prvi tekmi, ne leži najbolje. No, če osveživa spomin na to prvo tekmo, končalo se je z 1-1, dokaj srečno za Maribor. Sporting je prevzel vodstvo z golom Nanija, nato pa je Luka Zahović v sodnikovem dodatku precej srečno z glavo dosegel izenačujoči gol. Kakšne so zdaj razmerja moči, enaka kot takrat ali celo malo bolj v prid Portugalcev, ki so nekako ujeli tekmovalni ritem odtlej? Mislim, da so nekoliko bolj v prid Sportingu, predvsem zaradi tega, ker je tudi v domačem prvenstvu nekoliko slabši in je domala vse sile usmeril v evropsko tekmovanje. Na vsak način želi nadaljevati v Ligi prvakov, kar pomeni, da bo Maribor jutri zanesljivo trpel. No, če pogledava izhodišče Maribora, vsaj glede ligaške tekme, ta konec tedna pa vsem drugače kot v zadnjih tednih pred tekmami s Chelseajem. Takrat so bili domači porazi, zdaj pa visoka zmaga nad Koprom. Kaj praviš, je to prava popotnica za tako pomembno tekmo? Popotnica je odlična, vse pa pozna in to še dobro, da za tekmece, da se bo prvenstvo zaključilo že naslednji teden. Maribor kaže, da ima najširši kader in ne kaže utrujenosti. Domžale so že v Stožicah pokazale, da jim jemlje sapo. Tako da za tekmece je bolje, da se konča jesenski del prvenstva. Kaj pa misliš, kakšen Maribor bo pritekel na igrišče jutri z Luko Zahovićem, mogoče spet v prvi enajsterici, ki je igral že proti Chelseaju, pa Sportingu zabil tisti gol? Ja, to je pa vprašanje za $1 milijon. Mislim, da tudi Ante Šimundža še ne ve, kakšno enajsterico bo izbral. Luka Zahović je vsekakor izjemno nadaren igralec, je specifičen. Po drugi strani je v njegovi odsotnosti izbruhnil Mendy. Biton je zabil prvi gol, čeprav mislim, da Izraelec nima realnih možnosti, da bi lahko konkuriral za kakšno minuto v Lizboni. V vsakem primeru ekipa bo znana 1 uro pred tekmo. Kaj pa misliš o izbiri taktike, kaj bi bila prava? Bunker ali nekako prevzeti igro v svoje noge, če se le da? Maribor pravzaprav klasičnega bunkerja ne zna igrati. Ni tudi izrazito napadalna ekipa. Še v slovenski ligi ima pogosto probleme s tem, da napada in drži žogo po cesti. Postavil se bo obrambno, poskušal bo s kombinatorno igro čim večkrat priti pred nasprotnikova vrata, ga večkrat ogroziti, kaj posebnega mu pa niti ne preostane. No, vemo sicer, da je Portugalska druga domovina Zlatka Zahovića, pa tudi Luke, bo to ta tekma kaj posebnega za njiju, kako na njo gledajo recimo Portugalci? Priznam, da trenutno kaj posebnega v Lizboni ne pišejo, ne govorijo o tej tekmi. Prav tako očetu in sinu Zahoviću ne, vendarle sta ona dva iz tabora največjega tekmeca, iz Benfike. Mislim, da se ne bojo preveč ukvarjali s tem pri Sportingu. No, Zlatko je že znal izvati Joseja Mourinha, pa dobil nekako rezultatsko po prstih. Bo tudi tu proboj s kakšno provokacijo? Ne verjamem, mislim, da je bila ena šola dovolj. Gorazd, hvala za tale oceno in napoved. Upajmo, da bo Maribor kaj iztržil v Lizboni. Lep pozdrav. Ja, pozdravljen.